Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes si bomo pogledali, kako je potekala izdelava mansarde in 2 otroških sob, prenovljeno kraško hišo z vinsko kletjo in modularno mobilno hiško, ki predstavlja prihodnost bivanja. Zaradi tradicionalne zasnove hiš na Krasu se marsikomu zdi, da se iz stare kraške hiše ne da narediti nič pametnega. Umeščanje novega, sodobnega življenja v obstoječo lupino stavbe je zahtevna naloga, ki jo je najbolje zaupati strokovnjakom. Malo kateri del Slovenije slovi po tem, da se tja selijo Ljubljančani in tujci ter obnavljajo stare domačije. Kras pa ima tak sloves že nekaj desetletij. Stare kraške hiše še vedno prehajajo v roke novih lastnikov. Hiša, katere vrata so nam odprli lastniki iz Ljubljane, je prenovo doživela pred 5 leti. V njej preživljajo proste konce tednov in del počitnic. Solastnica je vlogo hiše opisala kot antistresno, saj sta oba z možem preobremenjena z delom. Za pomoč pri obnovi hiše so se lastniki obrnili na domačina, oblikovalca in kiparja Marka Milkoviča. Kakšna je bila hiša, ko ste vi prišli? Kaj je bilo? Kaj ste zagledali, ko ste prišli prvič tukaj v Kobiglavo? Ja, tako, praktično jaz nisem videl hiše prej, ko je bila podrtija. Sem jo videl potem, ko je bila v drugem, tretjem stanju gradbeništva in sem se srečal z investitorji in sem pogledal stanje hiše in sem rekel, da to naredimo še v takem kraškem stilu. Vi niste za računalnikom, ne delate računalniških načrtov, delate stvari na roko in ko pridete, ko ste prišli, ste jim prinesli recimo neko vašo skico, neko risbo za vašo idejno zasnovo, naprimer za kamin. Izviram iz ene družine, praktično iz Novega mesta, ker mama je iz Novega mesta in ta naša družina so delali pečarstvo in meni je vseh teh 600 peči, ki sem naredil, sem jih skiciral prej s svinčnikom, ki mi je bila boljša kot vsaka 3D dimenzija. Naslikati s svinčnikom zame je še vedno najlepša stvar, ki lahko malo popraviš. To se pravi, vi pravzaprav stvari zasnujete v glavi, ampak ne samo to, vi jih znate potem tudi izvesti. S katerimi materiali znate delati? Sem rekel, tukaj treba končati absolutno s kamnom, kraškim kamnom in praktično s hrastom, ker te dve snovi zame so kot voda in zrak, ki se spremijo skupaj. To je neverjetno, kako imamo mi srečo dobiti 2 elementa, ki se spremijo. Jaz sem zbiratelj teh starih stvari, starih tramov in tudi kar se podira, jaz odkupim stare okna, stare stopnice, vse to in praktično potem to dam v delo, kar načrtujem noga, potem gremo v kamnosek in praktično v kamnoseku, če v kamnodomu, kupim elemente in potem jih ročno obdelam, tako da izgledajo stari. V hiši prvotno ni bilo kleti, zato je bilo treba izkopati velik volumen za različne prostore, ki so pod pritličjem. Marko Milkovič je poskrbel tudi za primerno ureditev vinskega hrama. Smo prišli v hišo, ker za klet, kot si bi vsak želel imeti nek tako masivno in smo mogli razbiti celo nekaj betona, da gremo noter s temi trami. Trami so iz Vipavske doline, stari do 400 do 300 let in praktično te trami so dolgi več kot 7 metrov in sem imel potrebo fizikalcev. In sem si želel napraviti klet v tem načinu, da postane izložba vina, tako kot ena lepa slika, ker sem postavil steklenice v vodoravno smer in sem dal iluminacijo, tako da ostane praktično kot ena velika slika. Miza je praktično zelo velika in lahko gosti do 16 ljudi in za te ljudi treba tudi poskrbeti za en dober šank in za vse skupaj. In sem sklesal en velik lijak, tako da je vse to sem recimo obogatel z efekti luči in luči sem dal praktično, da v vsakem momentu lahko imaš svoj ambient. Mislite torej tudi na to, kakšno bo počutje, kako se bodo ljudje imeli takrat, ko se bodo hoteli sprostiti? Jaz upam čim boljše. Ob dobrem kozarcu vina in ob dobri družbi, jaz upam, da se imajo čim boljše in jaz delam v takem naravnem stilu, kot da stvar se bi znucala s časom, tako da bi bila stara 1000 let in da praktično vsi vogali
gredo proč. Postanejo kot da bi voda zbrisala vse vogale. Robov ni, ostrih robov ni. Ostri robovi jaz ne delam. Nasplošno, ker sem kipar in praktično meni organska zamisel je najlepša. In v tem wellnessu naključno, ko so kopali, so dobili eno klet, eno jamo. In ta jama je globoka okrog 9 metrov in to je ena stvar, ki je enkratna v hiši. Vsaka kraška hiša naj bi imela eno jamo spodaj, ampak tako, da je še osvetljena in da je uporabljiva, je enkratno. Kuhinja je na nek način moderna, na drugi strani pa en tak občutek domačnosti. Les in kamen. Kako ste jo vi videli? Koliko ste poslušali tisto, ki stoji največ za štedilnikom? Ste jo kaj poslušali, gospod? Moram poudariti to, da jaz gospod sem imel totalen feeling že od prvega začetka in ona je rekla, Marko, glej, jaz nimam zamisli, nimam cajta, vem, kaj hočem, ampak prosim, daj me preusmeriti na ta pravo stran. In tako da sem narisal tlori, sem jim narisal kaj in kako. Oni za vsako stvar, od cele hiše so me vedno spraševali, če mi je prav ali ne, če bo pretežka, če naredimo barvo ali če damo mineral ali karkoli. Oni so mi dosti zaupali, brez da se poznamo. Tisti šporhrt je bil praktično jedro kuhnje. Ne? Ta zidan šporhrt je postal kamnit šporhrt, mislim, s plinsko, ampak s profesionalno kuhinjo. In tudi vse tukaj noter smo dali zelo tehnološke elemente in samo jih se ne vidi. Smo hoteli, da postane stvar tako kot en most med preteklostjo in sedanjostjo. V hiši so seveda še ostali prostori, ki soustvarjajo dom. Več spalnic, kopalnica, balkonska terasa. Domači preživljajo prosti čas zunaj, bodisi na vrtu, terasi, balkonu ali seveda v naravi. Mi živimo na Krasu. Na Krasu imamo Borjo, imamo sever, jug, zahod, vzhod in praktično sem rekel, tle najboljše. V tej škarpi je napraviti nastrešek in napraviti enoletno kuhnjo spodaj, ki mislim, da je tista kuhnja, ki jo rabijo več kot to na koncu. Če želiva priti iz te notranje kuhinje do letne kuhinje, mora več čez to veliko okno, da stopava na vrt in tam naj lahko ustavijo en železni vinograd. Ja, železen vinograd, ker tukaj itak hiša ima alarme, vse, ampak mi se je zdelo grdo gledati čez praktično eno mrežo želez. Na vsak način ne bi bila tako lepa kot ta vinograd, ki sem ga potem zarisal in sem ga dal delati enemu mojemu prijatelju tukaj iz Komna. In hkrati služi tudi tej varnostni funkciji. Ja, itak, ja. Je bila narejena za to. Samo je narejena v enem umetnem stilu. Vidim, da večkrat omenjate to, da vam je dosti pomenilo to zaupanje. Ne? Se pravzaprav je to nekaj, kar je najlepše, če... Brez tega feelinga ne more priti do ene dokončne zmage praktično. Ker to je ena zmaga na koncu, da dobiš tisto, ki res si hotel. Ob razmeroma veliki hiši so lastniki želeli urediti vrt, ki naj bi v vročih kraških poletjih nudil čim več zelenja. Na njem so želeli cvetoče grmovnice in trajnice od pomladi do jeseni. Hkrati pa naj bi se na njem našel prostor tudi za nekaj zelenjave.
Zavedali so se, da uresničitev vseh njihovih želja na tem prostoru ni preprosta naloga. Zato so ureditev okolice hiše zaupali izkušenemu oblikovalcu vrtov s Krasa, Borutu Benedejčiču. Najbolj se je uveljavil s svojimi projekti na londonskih vrtnih razstavah, posebej še s tako imenovanim Pepinim kraškim vrtom. Prisluhnil je željam solastnice in hkrati ponudil nekaj svojih zamisli. Med njimi je tudi peščena površina, ki obiskovalca povede mimo hišnega pročelja do pravega vrta, ki se skriva za hišo. Domača gospa je hotela imeti nekaj vrtnin za sprotno rabo tudi na vrtu ob hiši. V prihodnosti namerava vrt obogatiti še s cvetlicami, ki krasijo kraške travnike. Tako bo delček narave, ki jo občuduje med vožnjo s kolesom po kraških gmajnah, preselila kar se da blizu. Po glasih bomo izvedeli, kako je potekala izdelava 2 otroških sob v mansardi in si ogledali futuristično mobilno hišico v obliki kupole. Lastniki so neizkoriščeno mansardo preuredili tako, da sta nastali 2 sobi. Prvo je dobil najstnik Stin Maj, drugo pa šolarka Špela. Posebno pozornost so lastniki namenili kvalitetni izolaciji strehe z naravnimi materiali. Priljubljenost mansardnih stanovanj vsako leto narašča. Ne le, da je izkoristek neizrabljenih podstreh za bivanje v skladu s sodobnimi trajnostnimi načeli, mansarda je zaradi svoje razgibane geometrije tudi atraktiven in prijeten bivalni prostor. Stanovanjske potrebe se nam skozi življenje ves čas spreminjajo. Gospod Gregor, zakaj in kako ste se lotili mansarde v hiši? Zaradi velikosti družine, imamo 3 otroke, je bilo v trenutnem bivalnem prostoru pritličja hiše premalo prostora in smo se odločili, da uredimo mansardo, kjer bojo otroci lahko imeli vsak svojo sobo. Kakšna pa je bila hiša pred tem? Pred slabim letom smo kupila hišo z neizdelano mansardo. Na mansardi je bilo potrebno še izdelati načrt za postavitev prostorov. Določene stene so že bile postavljene in smo bila prisiljena se ravnati po teh zidovih, večinoma pa smo postavila stene po najinem načrtu. Bila smo zelo pozorna na velikost sob, hotela smo čim večji izkoristek, čim večje sobe. Ostalo nam je pa še nekaj prostora za dodatno sobo, kjer imamo namen urediti fitness in kopalnico. In čemu ste dali največji poudarek pri izdelavi mansarde? Najbolj pozorna smo bila na izolativne materiale. Glede na to, da je mansarda večja izguba toplotne energije, ki pač uhaja v zrak, smo se odločili, da bomo uporabljali kvalitetne materiale, naravne materiale, ki najbolj omogočajo izolativnost in zdravo okolje. In kakšne materiale ste izbrali? Odločili smo se za stekleno volno Knauf Isolation, ker je edina trenutno, ki je zadostovala najinim pogojem, ki smo jih želela izpolniti z izolacijo v mansardi. Za varno bivanje v mansardi je potrebna vgradnja kvalitetnih materialov. Povprašali smo strokovnjaka, kakšne izolativne materiale izbrati. Pogoste napake, ki se dogajajo pri sami izvedbi mansardnih stanovanj, je v nepravilni izbiri ustreznega izolacijskega materiala, kajti vemo, da so mansarde v poletnem obdobju zelo toplotno obremenjene, zato moramo poleg zimskega obdobja zagotavljati ustrezno poletno obdobje v samih mansardnih prostorih. To dosežemo z uporabo nekoliko gostejših, kompaktnejših izolacijskih filcev, ki imajo tudi boljšo nižjo vrednost toplotne prevodnosti lambda. Nekako priporočamo produkte z oznako Unifit 035 ali v primeru manjše razpoložljivosti samega prostora oziroma višine celo izolacijske vrednosti 032. Toplotna izolacija ima pravo vrednost in dolgoročno funkcijo, če je vgrajena z ustreznimi sistemskimi komponentami. To pomeni zrakotesna vgradnja parnih zapor ovir in ustreznih pripadajočih sistemskih lepilnih trakov
HomeSeal LDS. Na ta način zagotavljamo dolgoročno funkcijo same toplotne izolacije in omogočamo lastnikom kvalitetno bivanje v mansardnih prostorih. Lastniki mansard z uporabo mineralne steklene volne poleg odlične toplotne izolativnosti pridobivajo na visoki požarni zaščiti in zvočni izolativnosti. Nova steklena volna je proizvedena po tehnologiji z vezivom na bioosnovi, kar prispeva k boljši kvaliteti zraka v prostoru. In katerim željam ste še sledili pri izdelavi mansarde? Se pravi, omenili ste materiale? Potrebe prostorov. Mansardo smo izdelovali na tak način, da bi lahko v kasnejšem času iz nje naredili samostojno stanovanje. To pomeni, da ste priključke prilagodili? Ja, vse priključki so narejeni tako, da lahko v vsakem trenutku iz ene sobe narediš drugo sobo. Trenutno iz otroške sobe naprimer naredimo dnevno sobo, lahko iz druge sobe kuhinjo, kopalnica je na svojem mestu, dnevno sobo, spalnico. V bistvu vse napeljave so narejene tako, da jih lahko v vsakem trenutku spremenimo in prilagodimo na kakšen drug prostor. In celo vhod v to mansardo imate posebej, tako da bi bila lahko to posebna bivalna enota, če prav razumem? Trenutno je vhod iz zunanje strani, bomo pa v kratkem še uredili vhod iz notranje strani, tako da v bistvu v vsakem trenutku lahko zapreš enega ali drugega in uporabiš tistega, ki ti pač tisti trenutek najbolj ugoden. Kako ste pa kaj upoštevali želje otrok, njihovo počutje? Otroci so imeli največjo besedo pri izbiri barv. Vse ostale dizajne smo z ženo izbirala sama. No, Špela, da mi povej, od kod ideja za to tvojo modro sobo? V eni risanki, ko je bila bela psička v belo-modri sobi. Aha, od tam? Ja. Stin, poleg tega Xboxa, kaj ti najbolj všeč v tvoji sobi? Posla. Poslo, zakaj? 1,40 m, koliko je to? Ja, ker rad spim na njej zato. Aha, ampak ni malo premalo za dva? Pa je. Ha? Je. Je, dobro. Po kakšnem ključu si jo pa opremil, tako kot si jo? Ja, Malo taki temni toni, tako taka resna deluje, odrasla. v bistvu sta mi jo zbrala očim in mama, ampak sem njo zelo zadovoljen. Aha, one dva si ti izbrala, ali pa si ti sam potrdil? Ja, v bistvu Ali sta si mi kaj jo sodeloval prepokazala. zraven, barve? Sem sodeloval. Si. Ok. Dobro. A bo to litrica? Ne bo. Skoraj. In koliko časa ste porabili za ureditev mansarde? Za izdelavo prostorov v mansardi smo potrebovali približno 3 mesece časa. Najbolj intenzivno smo opravljali delo na mansardi v prejšnjem tednu. Bilo je potrebno položiti tla, sestaviti pohištvo, zbeliti sobe in to se da tudi, če stisneš v enem tednu narediti. A to pomeni, da smo vas mi z našim prihodom stisnili v ta enotedenski rok? Ja, če vi ne bi z vašim prihodom, bi verjetno zadeva trajala bistveno dlje. No, me zelo veseli, da smo vam pomagali pri tem. Slovensko podjetje si je zamislilo 25 kvadratnih metrov velik mobilni objekt, ki si ga uporabnik ukroji glede na trenutne potrebe. Sredi Krškega stoji hiška v obliki kupole, nenavaden mobilni objekt na 4 nogah. Glas o hiški, ki jo lahko postavimo v vodo, na sneg ali na višino drevesnih krošenj, se je razširil po svetu in sprožil plaz zanimanja, ki ga lastnika starta podjetja Smart Dome niti v sanjah nista pričakovala. Gospod Željko, od kod ideja za postavitev take oblike mobilne hiške? Ideja za Smart Dome je nastala
tekom let, bom rekel tako, ampak glavna ideja je padla z raziskavo trga. Smart Dome je čist rezultat potreb in želja turistov. Namen je bivanja v naravi in zaradi tega smo probali na nekakšen način ljudi bolj približati naravi z to obliko in s takšnim načinom življenja. Komu točno je to namenjeno oziroma v kakšne okoliščine ste predvideli postavitev take hiške? Naša ciljna skupina so predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom v hribih. Temu je prilagojen celoten koncept Smart Doma. Tako z izolacijo, po izolativnosti, naprimer imamo 15 cm izolacije, po drugi strani imamo zopet okna, ki so narejena iz troslojnega termopana. V glavnem celoten koncept Smart Doma je prilagojen za bivanje, predvsem v hribih. Gospod Boris, kakšne so formalne in tehnične zahteve za postavitev take hiške? Koncept Smart Dome je v bistvu koncept mobilne hiške in za mobilno hiško ni potrebnega gradbenega dovoljenja. Kako pa tako hiško pripeljete na lokacijo? Jo kar v enem kosu ali kako drugače? Ta hiška je sestavljena iz modulov in iz takšnih kosov, da lahko 2 človeka največ neseta vsak kos in pa se tem na licu mesta sestavi. Se pravi, ne rabimo dvigal, ne rabimo nič in se lahko na hribu sestavi in kjerkoli. Take kocke za velike otroke. Ja, tako, Lego sistem. Najprej bi rad poudaril, da je cela kupola zasnovana v zlatem rezu, to je iz naravnih števil, ker tudi vsa narava je narejena v tem kontekstu, iz naravnih števil in v zlatem rezu. Vsi cvetovi, vse je narejeno tako, tudi polškova hišica, spirale, to je vse to zlati rez. Potem so prišli do površine 25 kvadratnih metrov, 6 metrov premera, višine 3 metre in kubiture 60 kubikov. Lahko pa se potem, če vam ni dovolj 25 kvadratov, zraven doda še druga kupola, tretja, četrta po želji. Kakšne inštalacije so potrebne za to? Lahko na to priklopimo, ne vem, kanalizacijo, vodo, elektriko, vse, kar je potrebno? Tudi na to smo mislili in tako, da ima kupola dvojno dno in po tem dnu se lahko vleče v katerokoli inštalacijo, na kateri konec kupola hočete. Se pravi, se lahko notranjost povsem prilagodi individualni uporabi? Tako, tako. To je koncept modularnosti in vse, kar se spomnite, se da izvesti. Kako pa ste rešili problem ogrevanja pa hlajenja oziroma prezračevanja prostora? Kot vse pasivni objekti so vsi z rekuperatorjem in tudi ta kupola ima rekuperator. Hlajenje in ogrevanje pa je recimo s klimo najenostavnejše rešeno. Kupola je, kot sva s partnerjem opazila, edini dodekahedron na svetu. Nobena kupola še ni bila narejena v dodekahedronu. In potem seveda to pomenilo kup tehničnih problemov in smo tudi povabili veliko podjetij, ki so sodelovali pri razvoju, ker je kupola zelo inovativna in je bo treba milijon problemov rešiti. In gre za plod slovenskega znanja ali tudi iz tujine? 100% slovenski proizvod, ja. In po znanju in po izdelavi. Kaj pa cene? So tudi slovenske ali so kar svetovne? Cene so tudi modularne. Od do. Kaj se kupiti želi. Lahko je zelo poceni ali pa to zelo luksuzno. Kaj to pomeni poceni, pa kaj luksus? Poceni pomeni, 19 000, najdražje pa recimo 40. Moram reči, da smo imeli do zdaj 5-6 obiskov z celega sveta, primer iz Kanade, potem smo imeli iz Nemčije, potem smo imeli z Havajev, res celega sveta, iz Kenije, celo. Jaz sem videl ogromno zanimivih lokacij, ogromno zanimivih pozicij, kjer bi se lahko dalo bivati, vendar zaradi samih administrativnih zadržkov je to nemogoče. Za postavitvijo našega objekta pa je to mogoče. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko preberete članke z različnih področij, arhitekture, notranje opreme, trendov oblikovanja in ureditve okrasnih vrtov.
Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali hišo v Goriških brdih, ki je obnovljena ohranja dragocene spomine preteklosti, in kako si je mlad par v hiši staršev uredil mansardno stanovanje z lastnim vhodom.